Ker živimo v čudnih časih, sta za letošnji dan upora proti okupatorju potekali kar dve ločeni proslavi. Uradna proti uradnemu okupatorju in neuradna proti, dajmo reči, neuradnemu. Za začetek si poglejmo, kakšen je bil program na manjši izmed obeh. Vladna garnitura je dan upora proti okupatorju praznovala v gozdu na Mali gori, kjer stoji spomenik ubitim tigrovcem. Častni govornik je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ok, to veš, da ni bila neka baš proslava, ne? Če je to najboljši govornik, kar so ga lahko dobili. Zgleda je bil kacin zaseden na nekaj. In kaj je na praznik slovenskega upora zmotilo našega gospodarskega ministra? Praksa, da se spomin na ta sveti čas naše zgodovine iz dneva v dan zlorablja za politikanstvo in zdraharstvo. A kot pojasnjuje vlada, zaradi epidemiološke situacije na državno proslavo niso povabili Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Se to je povsem sprejemljiv argument. Treba je vedeti, da so gospodje iz Zveze borcev že kar v letih, ne? Tako da jih niso povabili na javni dogodek, ker bi bili tam rizična skupina. Podobno kot Janševa ekipa ni bila povabljena na proslavo na Prešernovem trgu, ker bi bili tam rizična skupina. Logično! In če že govorimo o njej, dajmo pogledati, kakšen obisk je imela neuradna, konkurenčna proslava. Svojo proslavo pa je organizirala 10 000 glava množica, ki je s transparenti napolnila Prešernov trg in nato še Trg Republike. Deset tisoč ljudi se je zbralo na dogodku, kjer sta bila glavna nastopajoča Jani Kovačič in ženski pevski zbor Kombinat. Ja, se pa vidi, da že dolgo ni bilo nobenega koncerta. Premier Janša pa se je seveda obdregnil ob visok obisk, saj je dovoljeno zbiranje največ 10 ljudi. Ne vem, jaz ne vidim nobenega problema. Saj so se zbrali v skladu z ukrepi. 1000 skupin po 10. Resničen razlog, zakaj je premierja Janšo zmotilo veliko število udeležencev, pa je na Twitterju razkril kar vodja opozicije Marjan Šarec, ki je zapisal: JJ skrbi, da se je zbral 10 000 ljudi, ki ga imajo dost, ne pa njihovo zdravje. Zanj se taka množica ljudi nikoli več ne vzbrala. Še plačana ne. Ker je on organiziral protest jesen 2019, je bilo močno sovražno, številčno pa šibko. Zdaj je obraten. Plačana vojska ni nikoli dobra. Tako je. Plačana vojska je najslabša. Dokaz je slovenska, ki vsako leto prejme oceno nezadostno. Naš bivši premier pa ni mogel svoje komične kože, tako da je na dan proslave delil tudi sliko 3 slovenskih modrecev in zapisal: Moj dežnik je lahko balon. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.